Dobrodošli v poletni epizodi podcasta Ona Plus. Vroči meseci res da prinašajo več lahkotnosti in energije, odpirajo pa tudi vprašanja. Se dobro počutim v kopalkah in kratkih hlačah? Dovolj dobro skrbim za svojo kožo? Sem zadovoljna s svojo podobo? Z mano sta dve čudoviti gostji, Tika Hribar, soavtorica knjige Živjo lepa koža, sicer specialistka financ, če sem prav razumela, ki si že 17 let raziskuje področje lepote, nege kože, tudi kemije in medicine. Na družbenih omrežjih jo poznamo kot Tixi Beauty, vzdevek, ki ga ima od mladostniških let, pa je zagotovo eden najbolj kredibilnih in jasnih glasov med lepotnimi šumi. Tika, pozdravljena. Pozdravljena, hvala za vabilo in lepo uverturo. Pozdravljam tudi Nušo Gnezda, osebno trenerko z diplomo iz Fakultete za šport, ki se že vrsto let trudi splošne programe vad prilagoditi ženskemu telesu. Njen pristop temelji na spodbujanju žensk, da pri vadbi poslušajo svoje telo in z njim gradijo spoštljiv odnos. Živjo, Nuša. Živjo. Poletni čas je in me v bistvu najprej zanima čas lahkotnosti, ko se nekako tudi vsi sprostimo, a vendarle nas ženske pred posebne preizkušnje postavlja. Gremo na morje, v kopalke in kar naenkrat postanemo samokritične. Kakšen je vajin odnos do vsega tega? Ja, jaz se najdem v tem opisu, kjer se mi zdi zdaj zadnja leta vedno manj, absolutno. Ampak vsekakor v svoji mladosti je bil ta čas zame zelo kritičen. Nisem dovolj zagorela, imam preveč znamenj, imam preveč celulita, moja rit ni dovolj pokončna in podobno. Zdaj drugače gledam na svoje telo, vseeno pa moram reči, da je še vedno, se mi zdi, ali je tako, kot ostaja neka travma. In je še vedno ta čas vsako leto zame ima neko senco. Mogoče tudi zato, ker sem v stiku preko svojega profila s toliko ženskami, kjer vidim toliko zavajajočega, groznega oglaševanja v zvezi z našimi telesi in čutim to kolektivno travmo na nek način. To je kolektivna travma in zato tudi pač vsaka ženska, ne glede na to, ali je najstnica ali že v zrelejših letih, enostavno to je v nas, ker smo bili celo življenje bombardirane od mladosti, še zdaj, še bolj, vedno bolj, da nekaj ostane v nas, hočeš, nočeš, delaš na sebi, na vse možne načine, probaš nekako iti ven iz tega travme, kot je Tika rekla. Kolektivna travma, ampak ostane. Delček ostane in ko se s tem sprijazniš, vidiš, da v bistvu nisi nekako pokvarjen, da ne znaš ceniti dovolj svojega telesa, kot cel internet govori, ceni, spoštuj se, absolutno do neke mere, ampak več kot do tukaj pa težko, preveč je to v nas. Imamo v krvi, v genih, dobesedno v telesu, čutiš s celim telesom, ko greš na plažo, čutiš krč in to je v nas. Ampak mogoče ena od prednosti pa je ta, da živimo v časih, ko je tudi modelov kopalk več, tudi recimo modelov hlač, poletnih oblačil. Samo opazujem ženske in niso več vse, sploh v zrelih letih, se ne počutijo dovolj dobre ali pa kakorkoli že, da bi se pokazale v kratkih hlačah. Pa se mi zdi dostikrat škoda. Kakšna so vajina opažanja, mogoče Nuša? Opažanja. Naše telo je narejeno za, ni narejeno, pač tako si ga predstavljamo, da je javno. Se pravi, naše telo je od javnosti, ne naše. Naše telo je kar naenkrat, že odvedno namenjeno mišljenju drugih ljudi, kaj si bodo mislili drugi o našem telesu, a smo dovolj disciplinirane, pridne, popolne. Skratka, to še ena izmed travm, ki je v nas, kaj pričakujejo od tebe,
kaj družba pričakuje od tebe in od tvojega telesa. Ne? In zmotno je mišljenje, da sam, če si dovolj priden, discipliniran, in da bo tvoje telo izgledalo popolno, pa ni res. Ne? Tukaj je še 1000 faktorjev, ki vpliva na to. In se mi zdi, da je pač to spet ena taka stvar, ki ne gre zlepa ven iz tebe, razen če res delaš na sebi, kar lahko prideš res do lepih nekak sprememb v mindsetu in narediš razliko. Mogoče dobra iztočnica, torej način razmišljanja, ne? Ker zrela leta prinašajo tudi to zavedanje, da nismo popolne, ampak smo v redu takšne, kot so. Jaz mislim, da to ni res. Dosti mlajših punc ima več takega mišljenja, kot starejše ženske. In obratno, pač tukaj ni nekega pravila. Jaz vidim ženske, ki so 70, pa so še vedno zelo, zelo, zelo obremenjene s svojim telesom, pa bi bile rade 30. Ne? Vidim pa punce v 30, ki so res na free, pa si mislijo, briga me, kaj si bodo mislili. Pač taka sem. Ni pravila. Ni povezano z leti. Ni povezano. Ne. Tika, kakšen je tvoj recept do tega, da se dobro počutiš v svoji koži? Jaz sem dobesedno pred nedavnim, ampak jaz kot mladostnica, sem že rekla, sem imela, pa nikoli nisem imela preveč kilogramov, vedno sem imela skladno postavo. Danes, ko pogledam, slike izpred 20 let, sem pa kaj je bilo s teboj narobe, ker ni bilo popolnoma nič narobe z mojim telesom in bom rekla, zdaj še vedno ostaja, nekaj tega ostaja, da znam imeti trenutke, ko sem kritična do svojega telesa. Dejansko sem morala ravno zelo, zelo klišejevsko danes, čeprav je tak zelo življenjski kliše, vzljubiti svoje telo, ker je močno, ker zmore, ker je zdravo, ker me nese, kamor želim. In tle se je pri meni zgodil največji premik v glavi, tudi kar se tiče treningov, ko sem nehala od treningov pričakovati estetiko, ampak ceniti moč, ki mi jo dajejo. In kolikor mi je bilo celo življenje težko telovaditi in sem bila stalno v tem ciklu neke slabe vesti, da želim biti lepa, ampak nimam discipline za biti lepa in en kup enega samoobtoževanja, da sem potem prišla, približno 3-4 leta nazaj, to ni tako dolgo nazaj, do te točke, da sem začela uživati v telovadbi in v gibanju, ker sem začela ceniti moč, ki mi jo prinaša. In vključno seveda tudi s prehrano. Tako da, jaz bi rekla, da ima vsaka pri sebi svoj proces, kako pride do te točke, če pride, in pa da ni vezano na leta, da ni vezano na status, dobesedno niti na inteligenco ali karkoli, to je res zelo individualen proces. Obenem pa, jaz imam pač na svojem profilu, sem jih imela v preteklosti več, akcije Prava koža, kjer tudi s sledilkami skupaj ustvarjamo, v bistvu razbijamo mite popolne kože na socialnih omrežjih. To seveda vključuje tudi fizično formo, od strij do žil, do celulita, telesa po porodu, kakšno, ker so spet tu taka pričakovanja, ko vidimo določene zvezdnice, nič narobe s tem, pač ne želim nikogar obsojati, ampak 2 tedna po porodu že take, kot da so tukaj bi samo skočila. 2 tedna po porodu sem bila jaz res, da nikoli se nič ne zgodilo. Pol se le začejo hormončki delati svoje in pokažejo. Nimam te izkušnje. Ne samo tako, da v bistvu lahko si 1 mesec po porodu še iz porodnišnice ven, tudi imam izkušnje, pridejo dobesedno z ravnimi trebuhi, dobro, malo pretiravam, ampak tako 1 teden, 10 dni pol pa se hormoni začnejo dogajati, padejo dol in se šele takrat začne dogajati marsikaj, na žalost. Jaz bi pa tukaj sam še nekaj dodala. In sicer jaz sem dolga leta govorila moč, kakor si omenila, da ti da to samozavest in da ceniš treninge in vse skupaj samo zaradi moči, pa vidiš, kaj si sposobna narediti in da vse drugo nekako, pride zraven. Ampak bi pa tukaj bila malo kritična, ker kakor to govorimo, da izpade mogoče malo bolj nežno, da ne govorimo samo o neki telesu, površinskosti, ampak tako vsaka ženska si želi lepšega
na nek način telesa. Ja, Tudi jaz absolutno. lahko 100% povem, Ja. da hodim v fitness in da delam vaje. Še naprej, tudi če z vedenjem, da nikoli se ne bo nič spremenilo na mojem telesu, bi še vedno hodila, ne? Ampak si pa želim, Ja, absolutno se strinjam. nekih fizičnih tudi teh, malo imam to porodno glavo, si pač želim, Da se na telesu vidi da se napredek. vidijo napredki. Hočem reči, da zdaj, ko tako poudarjamo samo moč, Ja. nič ni več v lepoti, da hodimo spet malo stran, a ne? Spet malo stran in spet gradimo neko tabu temo, da je Res je. lepota nekaj, kar si sploh ne smeš več želeti, ne smeš več želeti nekih estetskih stvari. Malo smo tukaj zdaj spet malo zašli, pa sprejmimo sam to, pa to, pa to, vse ostalo. Zadnjič sem videla ful kvotov na temo prave ženske in moški imajo obline, imajo, ampak zdaj, kaj smo pa zdaj mi, ki nimamo, nismo pravi, smo roboti, kaj smo, kam zdaj spadamo, a ne? Se pravi, Ja. v te skrajnosti hodimo, a ne? Neka spet moramo vklele malo nazaj. Ja, ampak 7 danes je težko. Ja, Je treba zelo. napisati 30 Tako, disclaimerjev midve se za skozi vsako stvar. stiko, Ja. ker imamo res tako specifično publiko in Ja, komunikacijo, zelo ja, iskreno ja. se skozi midve pač razumeva se ena drugo, Ja. ker ni več dovolj 2000 znakov, ni več Ne, dovolj, ni več, ker bi rabil za razložiti celo temo in kako imaš ti pogled 4A. Bi se strinjali, da v bistvu res je potem tako, vsi si želimo, seveda, vedno stremimo k idealom, ne? Bi pa jih tudi radi takoj, pa na hiter način, ne? In se potem ujamemo v zanko, ko veliko truda vložimo, tudi če mogoče pristopi niso pravi, in potem smo ves čas v začaranem krogu. Ne? Če to velja pa za vsa področja. Ja. Za vsa. Nuša, omenila si, in glede na to, da delaš vadbe pred in po porodu, tudi sama imaš izkušnjo s telesom po porodu. Ja. Nedavno tudi. Okay. Ja. Ki je čisto drugačna, kot je bila 10 let nazaj, ker sem tudi v 40-ih in je telo čisto na drugi način funkcionira. Okay, mogoče se mi zdi, rekla si, da si pripravljena o tem spregovoriti. Sicer nosečnost se je zaključila predčasno. Tako, ja. Tvoje telo, kot si nam zaupala, pa nekako vseeno daje signale po porodu. Ne? Ja. Moja nosečnost se je zaključila zdaj sem pa čista, se pravi, v 6. mesecu. Bila je pač traumatična izkušnja, tega je res ogromno, še premalo se govori, lahko bi naredili en podcast sam na to temo, ne bi bilo nič narobe, ampak tukaj bi želela poudariti glede telesa, pač ta poporodno telo z vsemi poporodnimi znaki te dobesedno vrže na tla, ki so te klasični, navali mleka, mastitis in to, s tem, da ti v bistvu nimaš komu tega dati. To je tako malo, kar grozna izkušnja, milo rečeno. Ampak, ko se to umiri, ko nekako predelaš te stvari, ko si psihično malo boljš, takrat se pa pokažejo drugi telesni znaki, da si bil noseče nedolg nazaj, tako da v bistvu ti hormončki delajo res velike probleme, pa ne zdaj, da bi bilo to sam estetski problem, dejansko te opominjajo vsakodnevno na to, kljub temu, da greš ti nekako psihično naprej, pa delaš na temu, te še dodatno, ni še, to se je, a veš, tako, pač kar nora izkušnja, taka malo surrealna. No. Mogoče tudi v tem zavedanju, ravno to, ko smo se zdaj pogovarjali, v hitrih rezultatih, ali pa potem šele vidiš, da se telo spreminja in da rabi čas, absolutno, da se nazaj vzpostavi, da gre čez določene procese. Ja. In mogoče smo pa lahko tudi bolj hvaležni za to, da se poslušamo, pa da se res moramo ustaviti. Žal nam res Instagram oziroma internet ne dela neke usluge pri temu, ko se kaže res highlighte, pa neke photoshopirane slike in tako naprej, ker če gledam sam iz mojega primera, jaz res pač točno vem, kaj treba, kakšne stepe delamo. Od tukaj naprej, da pridemo najhitrej
do rezultatov. In jaz jih nekako delam, ne? In s prehrano, in z vadbo. Nadpovprečno sem aktivna, glede na to, da nimam bitja, za katerega bi imela nespanje, pač neomejeno časa in tako naprej, da res imam časa, ne? Pa še vedno gre toliko počasi, telo tako te zaustavlja nazaj, telo enostavno dela vedno v tvoje najvišje dobro. Vedno in bitka vnaprej, kot sem napisala v nedavni Instagram objavi, je vnaprej izgubljena. Tako da ni nobenih bližnjic. Jaz se sicer čudim, ker ljudje leta 2025 še vedno verjamajo, da so z nekimi tabletkami, kakorkoli. Žal, pač res je trdo delo. Tika, ravno ta svet družbenih omrežij, nekako se zdi, če bi jaz to tvojo podobo opazovala, bi rekla, poglej, glamurozno življenje, izkušnje, tako kot si sama rekla, veliko si se posvetila preučevanju tega področja, ampak najbrž tudi sama imaš neke izzive na poti, se sama soočaš, najbrž tudi s spremembami na svoji koži, tudi telesu. Ni vse tako, kakor izgleda. Ne, absolutno ne. Sej, kar se tiče samega objavljanja, kot je tudi Nuša izpostavila, pokažejo se highlighti, se pravi lepi trenutki. Jaz pri tem nisem izjema, ne zato, ker bi želela karkoli prikrivati, ampak enostavno, ko se jaz ne počutim dobro, tudi nisem pripravljena za tak stik s svetom. In to jaz mislim, da nam je vsem skupno. Zdaj seveda, ko recimo neka nevihta mine, si pripravljen več govoriti o določeni stvari, določene dogodku, tudi slabem počutju. Jaz sem tudi to večkrat naredila, ampak je tudi današnje okolje na socialnih omrežjih zelo tako, da zahteva od tebe celega človeka in obilico neke moči, da se spopadaš tudi z nekimi negativnimi, niso negativni komentarji, to je zame negativna energija, ki hočeš nočeš vpliva na te kot na nekoga, ki se izpostavlja, ker smo dejansko postali pač ljudje, če se pa javno izpostavljaš, lahko ti rečem, kar želim, lahko posegam v tvojo zasebnost, smo dolžni ne vem kaj vse narediti, in tle je zdaj, ravno zdaj sem v enem takem obdobju, ko sem... Smo vsi. Vsega preveč. Kaj so mogoče stvari, ki so te v zadnjem obdobju na področju nege kože najbolj fascinirale, najbolj navdušile? Pa nič kaj posebnega, moram reči. Vse je, tako je, če se navežem na Nušino področje. Še vedno nimamo radirk, še vedno nimamo kratkoročnih bližnjic, nimamo hitrih rešitev. Jaz sem zelo dolgočasna s tem, ko ponavljam eno in isto. Doslednost na dolgi rok, počasni rezultati. Rezultati bodo prišli z akumulacijo učinkov dejavnosti, ki jih počnemo pri negi, preventiva, ohranjanje, bolje kot kurativa. Skratka, živ dolg čas, tako da zelo težko. Lahko sem nekaj vskočim, ampak tukaj pri koži vsaj neki so dermatologi, so estetski kirurgi, verjetno pač neke stvari lahko so, ker si jih lahko plačaš in dobiš nek hiter efekt. Ampak pri telesu dejansko operacija, liposukcija, ampak to so procesi in operacije, ki še zdaleč niso tako nedolžne, da se boš ti vlegel, maščoba ven, čau domov. Pri koži, za teksturo kože ni hitrih rešitev. To pač tudi, če greš na mikroneedling, moraš iti, ne vem, 5-krat, 6-krat, da se to pozna, če se. Dejansko so tudi edine stvari pri, bomo rekla, anti-aging, dajmo reči, ker ni samo tekstura kože, ampak tudi pač znaki staranja ali pa hiperpigmentacija in podobno. To terja čas. Tudi če greš k dermatologu, ti ne bo zbrisal hiperpigmentacije. In še vedno ti bo rekel doma, taka in taka nega, absolutno se paziti pred soncem, mazati zaščitno kremo. Na koncu ni, razen botoksa in polnil, ki je res, ampak samo to dvoje je, da je hiter rezultat.
Pa še to je začasno. Kako pomembno se ti zdi mogoče poznavanje svoje kože? So ženske dovolj seznanjene, kakšna je njihova struktura kože in potem, kako se sploh osnovne nege lotiti? Jaz bi rekla, da ne. Ampak nisem reprezentativna, zato ker živim v tem svojem mehurčku nege kože, glede na vprašanja, ki se pojavljajo in glede na še vedno spet iskanje hitrih rešitev, bi rekla, da ženske, pa sej moški tudi iščejo hitre rešitve pri koži. Vsi. In ob tem se pa ne zavedajo, da jih hitra rešitev oziroma domnevno hitra rešitev podaljšuje pot do cilja. Je vse isto. Vse isto. Ker to so organi, mi govorimo o mišicah, o prebavi tudi konec koncev, o koži. To so organske snovi, to je organ. Koža je organ, koža ni piskar, da ga boš spoliral. To ni avto, ki ga boš prefarbal. In jaz mislim, da to nepoznavanje funkcionalno, kako koža deluje, po kakšnem principu se obnavlja, kako jo najbolje podpremo, prinaša, če ne poznamo teh osnov, nam prinaša na dolgi rok veliko več stroškov in bistveno manj rezultatov. In to je enako na vseh področjih. Ljudje nasplošno iščejo hitre rešitve, marketing jim servira domnevno hitre rešitve in smo v začaranem, dobesedno zame zdaj že toksičnem. V bistvu smo malo dolgočasni pojmi, ne? Ja, mi smo dolgočasni. Pa malo ne vemo, ne? Seveda ne vemo. Malo nimamo pojma, pa malo smo dolgočasni. Ja, zato nismo tudi viralni na nek način, ne? Zato, ker jaz ne pričakujem. Ker ko pride daj mi povej za hiperpigmentacijo, kje naj začne. Jaz jih zato tiko pač res spoštujem in jo spremljam eno izmed res redkih, zato ker ne pade, ker v bistvu jaz in ona vemo, kako bi nekako zbildale lažje svoj profil z nekimi. Če ne drugega, jaz bi lahko vsak dan dajala 5 vaj, pa bi šlo to viralno, ne? Ampak vem, da to nobenemu pravzaprav ne koristi. Nobenemu in se držim tukaj in vztrajam in pridobivam ljudi, ki so kvalitetni. Konec koncev tudi ti rabiš kvalitetne ljudi, ki ti imaš opravka z njimi vsak dan in hočeš pozitivo, hočeš imeti intelektualne ljudi na drugi strani, nočeš padalce, kot tudi imamo. Imamo padalce. Ampak glih zato hočeš pač vztrajati v temu realnem podajanju informacij. Sej te nagradi to na koncu, je pa spet veliko daljša pot in spet smo pri tem, da na koncu po 7 letih lahko rečeva, ti si še dlje časa aktivna. Sem naredila neke pozitivne spremembe. Vplivaš na svet, dejansko. Sem vplivala na svet, sem pomagala veliko ljudem in to je tisto, kar na koncu šteje. Nisem jim prodala 1001 hitro rešitev, ki ne deluje. In jaz ne bi mogla spati ob tem, ampak mogoče tudi, če bi lahko ne bi mogla spati, ker bi me toliko ljudi preklelo. Točno to. Vidim, da je ta svet res zelo pester, če ne drugega. Nuša, kaj bi ženske se mogle bolj zavedati v svojem telesu, ko se odločimo, da recimo po določenem obdobju se vrnemo v gibanje, v želje potem, da se pač posvetimo vadbi. Kaj se ti zdi ključno? Točno to, kar je Tika omenila. Telo ni avto, ki ga lahko prefarbaš, ki ga spoliraš, ampak pač zahteva adaptacijo na vse stvari, ko se mi dotimo vadbe, se telo začne adaptirati šele in ta adaptacija traja mesec, 2, 3, šele na to se začnejo dogajati spremembe, ki so vidne šele po 9 letu. In to je to, a ne? Seveda, večino marketinga je obrnenega v 21-dnevni sprememba telesa, transformacija in začetek, ne? To je šele slab začetek. To je se pravi 2%. Tako. Ali pa še manj. Pa sej to je teh analogije 1000, ampak ko ti posadiš seme, ne pričakuješ drug dan, da bo smreka zrasla, ne? Ampak traja.
Pa tudi mogoče druga Treba stvar, zalivati. ko se pa lotijo ženske ali pa nasplošno ljudje, ko se lotimo vadbe, grejo dostikrat tudi kilogrami gor, ker se mišična masa oziroma grejo kilogrami počasi dol in je treba biti vztrajen. Kaj je vse pomembno? Mogoče tudi vem, da se ti dosti v svojih programih dotakneš prehrane, tudi najbrž hidracije. Prehrana je zelo taka delikatna stvar, o kateri ne bi govorila, zato ker je dobesedno bojno polje v svetu, kar se tiče prehrane, in nikakor ne moreš videti na zeleno vejo. Skratka, a ni res? Modro muči. Ja, ampak prosti, kakšno je bilo že vprašanje? V bistvu, kako nekako se... kaj bi mogle ženske, kako bi, da grejo kilogrami gor, prosti, pač to je ta perimenopauza. Brain fog, to je realna. To je zelo realna, to je zelo realna stvar. Res. Ja. To je brain fog. Če niste vedeli, kaj je perimenopauzna možganska megla, je to. Skratka, ko mi začnemo delati na telesu in grejo mišice gor, ne grejo spet tako hitro. Začnejo se dogajati neke spremembe, voda se začne nabirati. Tudi zelo velik dejavnik je, da ko ti začneš telovaditi, tvoje telo rabi več kalorij, več lakote in ljudje tudi nezavedno več jejo. Zato, ker enostavno prvič je ta psihološki učinek, jaz sem telovadila, lahko zdaj ful več pojem, čeprav si ti v bistvu z vadbo porabila toliko malo kalorij, glede na celotno sliko porabe kalorij na telesu, da ni šans, da lahko ti s prehrano nekako kompenziraš tukaj. In druga stvar je, da mišica vseeno raste zelo počasi, ampak tukaj grejo kilogrami gor, mogoče zaradi teh dveh dejavnikov, in potem se ljudje prestrašijo. In ali nehajo, ali se lotijo spet nekih hitrih diet na to, in tukaj se potem zgodi ta cikel in jojo variante in se zaciklajo za celo življenje. Poznam ljudi, ki so dejansko celo življenje zaciklani v isti proces. In kje je tukaj užitek potem? Ni užitka. To je samo neka borba sama s sabo in upanje, da bo kdaj kaj drugače. Ampak ne bo. V bistvu je sam še slab, zato ker kaj se zgodi, ko si ti v nekem res kaloričnem primanjkljaju, ti v bistvu poješ še mišice telo, zgubiš mišice in pol, ko se vrneš vedno z 2-3 kilami več, je v bistvu ta telesna kompozicija vedno slabša, vedno manj mišic, vedno več maščobe, kljub temu, da so mogoče kile ostajajo iste. 60 kil vedno, ampak vedno mehkejši, vedno manj moči, vedno manj mišic, in to je tista skrb, ki nas skrbi, zato ker je pa telesna sestava najboljši vpogled v to, kakšno zdravje in življenjsko sliko, kakorkoli bo imel človek. Ampak cilj pa je čvrsto, močno telo, ki se lahko... Ja, absolutno. Sploh, če imaš življenje, ki ga ceniš, ki si rad aktiven, ki hočeš, da ti telo pomaga. Pa ne samo zato, vsi se staramo, vsi bomo rabili pri 70 hit po stopnicah, hit na WC, hit počepant, vrtnarit, karkoli, nikoli se ne ustavi. Tika večno vprašanje, ali pa saj pri meni. Nega kože. 7 korakov v primerjavi z 2. Ne, manj je več. To je moje vodilo že od samega začetka, zato ker trendi nam bodo vedno poskušali dopovedati več je več. Zakaj? Vzročno-posledično povezava s prodajo. Kozmetični trg je zelo zasičen, obenem se tukaj obrača ogromno denarja, zato se tudi razvijajo novi izdelki in ustvarjajo nove potrebe, ki pa to dejansko niso. In zelo komplicirane rutine so del tega, trendi, ki niso potrebni. Koža potrebuje osnove, da je za njo poskrbljeno, da je zaščitena pred soncem, da jo ustrezno očistimo in da pač
ima dovolj vlage, da je dovolj navlažena. In to je vse. S tem smo naredili 80%. Če imamo kakšne težave s kožo, pa potem dodajamo izdelke, ki imajo aktivne sestavine, ki naslavljajo naše težave. Vedno se vprašamo, kakšen je cilj naše nege kože in skladno s tem izbiramo rutine. Komplicirane rutine so prvo časovno potratne, stroškovno potratne, obenem pa lahko koži naredijo več škode kot koristi, zato ker koža ne potrebuje spet toliko osnove. To je spet tudi lahko to apliciramo na druga področja, tudi fitness, prehrano, kjer nam poskušajo prodati vedno več in več. Ali je to res dobro za nas, je pa čisto drugo vprašanje. Pač služimo namenu, da se v bistvu svetovni trg, marketing oziroma da se tle obrača nekaj, ni pa to konkretno v našo korist. Torej, dober čistilec, Ja. dobra krema. Ja. In In mogoče še kaj? Zaščitna krema. Zaščitna krema. S faktorjem, se pravi, uvesevanje povzroča med 80 in 90% staranja kože, ampak tudi če nas zdaj ne želimo, ni naš cilj, kar je normalno, da nimamo vsi enak cilj, tudi ni ta estetski vidik, da želimo upočasniti staranje, se ustavili ga ne bomo, ampak že samo zaradi zdravja kože, pač uvesevanje naredi na koži veliko poškodb, ki ob temu, da se lahko tudi razvijajo določena obolenja, med njimi tudi kožni rak. Tako da gre za zdrava koža, bo lepa koža. Ali vsaj lepša, če so kakšne res take hujše težave, ker imamo pač tudi obolenja kože, ki se vidijo na površini kože in jih je težko samo z nekimi osnovami odpraviti. Ampak ja, poskrbimo za osnove, zaščitimo kožo in smo naredili res levji delež. Moram se dotakniti še nekaterih teh trenutnih trendov, kot so korejske maske, obliži za kako da ti v bistvu popravijo tele gubice, črtice, ki smo si jih čez celo življenje pridelale. A so dejansko kakšni, bom rekla, pripomočki, ki pa dejansko so tako revolucionarno razviti, da dejansko lahko kaj z njimi dosežemo? Mislim, jaz sem obliže razvila, že preden so bili popularni doma, zrezala lepilni trak in zalepla. No, hočem reči, niso vsi trendi neuporabni. Daleč od tega. Večina jih je. Karkoli tudi prihaja iz Azije, marsikaj je dobro. Niso D12 kot rutine za 12 koraki, to vlaženja, to ni ravno smiselno, ampak recimo v azijski kulturi zelo poudarjajo zaščito pred soncem in zelo poudarjajo zdravje kože. Tako da to je super, da smo posvojili. Drugi trendi, kot so tudi, ne vem, lepljenje čez usta, trakovi, to in ono, tle je treba biti malo izbirčen in tudi malo vklopiti logično razmišljanje. Jaz si lepim pred spanjem obraz. Zdaj ne več, ker imam specialen vzglavnik, da se mi koža ne mečka med spanjem, ampak recimo pri teh trakovih, ko si jih že omenila, je tu treba razumeti, da to ne preprečuje gub zaradi naše mimike. Se pravi, če se mi smejimo, gubamo, je to en proces, ki se dogaja čez dan. In čez dan ne hodimo polepljeni naokoli, upam. No, mislim, lahko kdo, če mu paše, ampak mimike ne moremo zaustaviti z lepljenjem. Lahko pa določene gube preprečimo, ki nastajajo zaradi spanja. Se pravi, ker glavo tiščimo v vzglavnik, se pojavljajo določene gube na določenih mestih in če te prelepimo, teh ne bo. Je pa to treba seveda početi vsako noč. Pri mimiki, pri mimičnih gubah, 11-kah, smejalnih gubah pa trakovi ne bodo imeli bistvenega učinka, ker ne preprečujemo z lepljenjem njihovega vzroka. Njihov vzrok je mimika. Pri spanju, pa če zalepimo, pa preprečujemo vzrok nastanka, se pravi, koža se ne mečka ob vzglavnik. Hotela reči polšter, ampak si bi razumeli. Pa te maske, ki so zdaj popularne in si jih damo gor za več ur ali pa čez noč in potem so vse sijoče, ženske povejo, kako. Vsaka koža je sijoča, če je dobro navlažena. To ne rabimo za to posebne maske. To so, dajmo reči, v splošnem spada v skupino sheet mask, se pravi kot plahta. Zdaj imamo iz hidrogela, iz različnih materialov. Te maske še vedno, ne glede na vse, ponujajo zgolj kratkoročno
večjo navlaženost kože. S tem ni nič narobe. Se pravi, gremo na poroko, gremo na poseben dogodek, si damo masko, je tudi del nekega rituala, ki nas razveseli. Konec koncev nega kože ni samo praktični vidik nege kože, ampak tudi nek ritual, ki nam prinaša neko veselje, zen, sprostitev. Tako da s samimi šit maskami in korejskimi maskami ni nič narobe, je pa res, da ustvarjajo prevelika pričakovanja. Z oglaševanjem sporočajo, da če uporabljaš to masko, bo tvoja koža glass skin, se pravi steklena koža, to pomeni zelo visoko sijoča in bo kar odpravilo vse težave. Ne bo. Ta učinek traja do 8 ur ali pa, če imamo srečo, 24 ur. Maska stane, 8 evrov. Super, če razumeš, da je to za glow up, dajmo reči, da se urediš za en poseben dogodek, da želiš bolj sijočo kožo za en poseben dogodek. Slabše pa je to sporočilo, da se to dojema, da je to ultimativna rešitev za lepo kožo. Ultimativna rešitev za lepo kožo je dosledna nega na dolgi rok, ne ena maska. Ja, bom si to zabeležila. Ja, že vem. Ja, Nuša spremlja. Ja, skozi. Ja. Nuša, pred leti, ko sem te spremljala ravno med otroci oziroma po porodniškah, se mi je zdelo tako, sem si res zapomnila to tvoje sporočilo, telovadi, body fit, zato da lahko dviguješ svojega otroka, da si lahko aktivna, ti tudi surfaš. Kaj pa, kadar pride do nekih bolečin, kako to regenerirati? Ko ženska ne more. Ja, obstajajo koraki. Sej vadba ni samo točno določena enourna rutina. Obstaja progresija, obstaja nekaj, kar vsak lahko. Kljub bolečinam, kljub raznim preprekam, lahko in od tam naprej. Nikoli ni. Je pa problem zato, ker bi velika večina nekje štartala, ko je končala, tam, ko je končala, ali pa tam, ko se ji zdi primerno, zaradi nekih hitrejših rezultatov, domnevnih, ko jih ni, ker je v bistvu sam korak nazaj zdam. In potem nekako se ne lotijo, ker jih to omejuje, čeprav obstajajo pristopi, ki bi lahko šle čez to in hitrejši pristopi, da bi šle lahko čez te bolečine in posledično delale bolj zahtevnejše vaje, ki prinašajo boljše rezultate. Zato to poudarjam, da je treba res od začetka, da je to najhitrejša možna pot. Ja. V poletnem času je pogosto vroče in potem se včasih kar ne najdemo tistega pravega trenutka ali pa tudi ustrezne vadbe, ki nam bi odgovarjala. Česa se ti poslužuješ, kaj priporočaš? Dobro, jaz hodim v gym, ker je klima, Ja, isto. Laufam nekako zjutraj ali pa zvečer. To delam, ampak verjamem, da nimajo vse te možnosti. Jaz drugače poleti načeloma si vzamem tako res bolj na ofno, bolj delam te športe, ki so ali to plavanje, surfanje, hoja po gozdu, nekaj, kar mi je res tako dušno. Pa tudi, če je to zelo malo časa. Poleti si jaz res tako nekako dopust vzamem tudi za svoje telo, zato ker celo zimo res dosti delam na njemu. Zdaj, to je moja izkušnja, seveda ostali nimajo neke take rutine, to je res nek moj velik del življenja in razumem, da nimajo niti vsi ne možnosti, ne znanja, ampak ja, jaz vedno pravim, boljš nekaj kot nič, Ja, absolutno se seštevajo stvari, res se seštevajo, neverjetno, kako se seštevajo take malenkosti, da ti jasno ni, da sploh karkoli pripomore, pa se sešteva na koncu. Kaj pa vadba, takoj, ko se vstanemo ali pa preden gremo spat, da naredimo nekih osnovnih vaj, sploh mogoče v tem po 40. letu? Ja. Kako pomembno se ti zdi mogoče ta rutina? Tukaj bom kar malo se zdržala, ker jaz te rutine nimam. Jaz sem tisti človek, ki naredi tisto, kar najbolj paše, ne tisto, kar moram. In to je bad influence, scrollanje po telefonu, pa kava. Ampak ja, drugače pa ja,
Je pa seveda priporočljivo, ko vstaneš, tako je recimo moj partner, on ne zamudi tega jutranjega raztega in vsega. Najprej, ker ga že potrebuje, pa ga moj tudi. Mogoče, če bi pač ga potrebovala, pa da bi začutila, da drugače ne moram funkcionirati in se brez raztega bi tudi sama sigurno delala. Ker jaz se pa poznam, da čim nekaj zaškripa, na telesu bom naredila vse v tej smeri, da se to, ampak nimam problemov, no? Zato, ker delam res na preventivi že tako dost. Je pa absolutno priporočljivo. Bi pa tukaj sam poudarila, da če se res trenira, ne govorim razteg, pa pol urce, neke zmerne vadbe, ampak če se res trenira zjutraj, da to ni natešče, sploh za ženske, ker ženske smo drugačna bitja, ker moški drugače funkcioniramo, drugačne energetske potrebe imamo, ali pa pred spanjem, zato ker pred spanjem pogosto potem težje in slabše spimo. No? Da ni neke res ultra vadbe, ne govorim o parih vajah ali pa nekih 10-20 minutnih rutinah. Okay. Tika, in potem, ko gremo na telovadbo ali pa potem, ko pridemo domov, se kar naenkrat sploh v poletnih mesecih soočamo z drobnimi mozolčki, pa z nepravilnostmi na koži, ker seveda koža diha in se mora tudi pot izločati. Kako se ti soočaš s tem ali pa kaj bi priporočali? Tukaj so zelo praktični nasveti in tako sem vesela, da imam rešitve. Ki so končno nekaj, kar je dejansko uporabno. To je res zelo pogosta težava, tudi zaradi trenja oblačil. Med športom imamo ponavadi sintetična oblačila, kar ima velik smisel, ampak ravno ta sintetična oblačila ob trenju in potu ustvarjajo neko neugodno okolje na koži, ki podpira nek nastanek bakterij in zaradi tega se lahko pojavljajo akne. Pa tudi druge oblike težav. No, bom se zdaj držala nekako, da se v večini primerov pojavljajo akne. V osnovi je potem bolj smiselno, da posežemo po oblačilih, ki imajo manjši delež, recimo, sintetičnih vlaken, čeprav zveni kontraintuitivno, je morda bolje bombaž, če imamo s tem težave. Poskrbeti moramo, da se dobro umijemo vsakič, sploh če uporabljamo zaščitne kreme, da uporabimo čistilna sredstva, ki morda vsebujejo določen delež olj, ki bolje, se pravi, oljna, če poskušam poenostaviti, zato malo razmišljam, oljna čistila bolje razbijajo oljno umazanijo. Z vodo težko spravimo olje dol. In poleti se izloča in sebum in potenje in se lahko naredi ena taka plast, ki potem maši pore. Tako da je smiselno, če imamo težave, poseči po čistilih, ki vsebujejo določen oljni delež, ker bomo bolje spravili, in določene kreme dol, če športamo zunaj in se namažemo z zaščitno kremo, da gre vse to fajn dol, kar bo tudi potem preprečevalo mašenje por. Smiselno je, da delamo tudi kakšne pilinge, če je res taka težava, se pravi, da ne samo dobro očistimo, ampak tudi odstranimo določen del odmrlih celic iz kože, ki tudi pripomorejo k temu, da se pore mašijo. To lahko počnejo tudi moški, da ne bo to taka ženska dejavnost, ker imajo moški ravno take težave z mašenjem por po telesu kot ženske, če ne celo večje. Obstaja suho krtačenje, se pravi, da se s krtačo malo podrgnemo po suhi koži, drugače pa imamo tudi čistilna sredstva, ki vsebujejo drobne delce, pa si s tem pomagamo. Potem pa imamo tudi izdelke, ki so prav namenjeni temu, sicer so lahko namenjeni tudi uporabi na obrazu, ampak večinoma so to čistilni geli s salicilno kislino ali celo pilingi v obliki, ne taki obliki, da jo izperemo, ampak da pustimo na koži, se pravi izdelki, ki imajo različne kisline. Pri tem moramo sicer poleti biti previdni, zato ker kisline vseeno nekoliko zmanjšajo naravno zaščito kože, tako da smo potem res pazljivi z zaščito pred soncem in da smo ustrezno pokriti. Tako da, če strnem, temeljito čiščenje, bolj naravni materiali, sploh ko je v igri trenje, in pa uporaba pilingov in kislin, zato da se nam pore ne zamašijo. In običajno to troje, po mojih izkušnjah, kolikor jaz imam nekaj težav s tem, sploh za več treningi, ampak jaz se potem našpricam, je pač en izdelek, ki ima piling v spreju, samo po tuširanju našpricam po hrbtu in je mir. Nekdo, ki ima večje težave, bo moral biti pozoren še
še na vse te druge dejavnike. Ampak v osnovi je to zelo rešljiv problem. In pa, če je to, seveda, nastanek aken kjerkoli po telesu, je lahko simptom sistemske težave. Se pravi, ne gre samo za neko mašenje por, ampak je lahko povezano s kakšnim obolenjem. Če so te težave hude in vztrajne in niso vezane recimo samo na to poletno obdobje, je treba ih dermatologu, zato da preprečimo brazgotinjenje. Tako da to je vedno zaključek. Če vsi ti prijemi ne pomagajo, je treba obiskati zdravnika. Ampak je pa res, da večina primerov, sploh pri moških, je, da enostavno se jim ne da s tem ukvarjati, tudi ko grejo po tuše, to malo takole. In zaradi tega se potem pojavljajo težave. Zdaj imam pa težavo. Jaz rečem, fantje, vi samo ubogajte svoje partnerke, pa bo vse v redu. Ker vse vemo, ko rečeš, zdaj se namaži, zdaj si to dobro očisti, sej bom popazlije, ne vem, pol embalaže, pa tako malo naredi, pa se še razdraži vse skupaj. Pa so lahko srečni, da ni še drugače. Jaz sem tako že kar malo fovš moški, zato ker imajo v osnovi malo bolj odporno, debelejšo, kakovostnejšo kožo, pa še tako malo slabš dela z njo boljše. Tako, ker bi zunom eno krpo malo kolo pobrisal, pa šmer, pa malo po faci, pa zgleda, da je 25 let star, pa cel sijoč. Čudno se dobro počutijo v svoji koži, ali kako, mogoče boljše. Dejstvo je, da imajo moški kakovostnejšo kožo kot ženske. Kot imajo določene etnične skupine oziroma rase bolj kakovostnejšo kožo, kot jo imamo mi Kavkazici. Govorimo o debelini in o vsebnosti kolagena, zelo poenostavljeno. Recimo Nuša ima tudi tak tip kože, ki je bolj debela, bolj čvrsta, bolj kakovostna. Jaz imam zelo tanko kožo, zelo nekakovostno. Nisem si jaz tega zmislila, dejansko so mi to potrdili tudi zdravniki, in dermatologi, in kar so bilo v stiku s plastičnimi kirurgi, so rekli, da moram res skrbeti zanjo. Okay. Mogoče še eno dodatno vprašanje. Hiperpigmentacija, ki se pogosto dogaja recimo v teh predelih, in tudi zdaj sem seznanjena pa s tem, da tudi seveda da bi bilo fajn, da si to ves čas nekako brišemo za sproti, ker tudi zato, ker se tukaj zadržuje znoj. Sam znoj nima vpliva na... To je običajno, če govorimo o teh brkih, je to melazma. Da je ona mislena, da tudi če si mažeš kremo, da ti znoj cel čas zbira. Je tako področje, ki je zelo... Tudi jaz se tle s potili potem brišem, zato je pomembne so pogostejše reaplikacije, bi pa res poudarila, da je to tipično za melazmo, sploh po nosečnosti, lahko tudi, večinoma je pri melazmi so vključeni hormonski dejavniki. Imamo veliko različnih vrst hiperpigmentacij, ki jih obravnavamo tudi na različne načine. Osnova je sorodna, ampak melazma je resen hudič, ker je hormonsko pogojena in je zelo občutljiva in se skoraj vedno poleti poslabša. Ne glede na to, kako pazimo na zaščito, je dovolj en promilček sonca, pa vročina jo poslabša. Tudi če si v kleti zaprt, pa ti je vroče, se bo melazma poslabšala. Tako da pri sami zaščiti pred soncem, moramo biti zelo striktni. To je lahko problematično področje, ker se veliko potimo, zato je pač ni druge kot da čim večkrat reapliciramo in uporabljamo kremo, ki je čim bolj vodoodporna, vsaj na tem področju. Mehansko pazimo klobuk, očala, se skrivamo, smo večinoma v senci. Dejstvo pa je pri vsem tem, da ne smemo pozabiti živeti. Ker, kot rečeno, tudi če se zapremo v klet, se določene stvari, sploh melazma se bo poslabšala. Smiselno, da je v zimskih mesecih, recimo, če nas zelo moti, seveda se ni nujno, da nas moti. Ni to zdravju nevarno stanje, da bi morali ukrepati. To ni tako kot pri aknah, kjer je res smiselno ukrepati, zato ker so lahko posledice hude. Pri melazmi ni nič hudega, razen ta estetska stigma, ki pa je razumljiva, ker brki, res, hiperpigmentacije so ena izmed nepravilnosti na koži, ki zelo prizadane ljudi, pa ne samo ženske, tudi moški, ki imajo težave s hiperpigmentacijami. Je smiselno v zimskem času obiskati strokovnjaka, ki nam pomaga ublažiti
in nekoliko popraviti stanje, kolikor le gre. Je pa dejstvo, da pač melazma je zahtevna, posebno zato, ker ni povezana samo z nekim izpostavljanjem v sevanju, ampak prihaja od znotraj. Sploh pri mladih mamicah oziroma po porodu je ponavadi zelo izrazita. Ampak zna tudi iti, pa malo nazaj priti. Tako pri meni po zimi zgine. Ja. Potem se pa spet pojavi. Ja, ker je dovolj, res ni tisto, da moraš biti 10 minut. Govorimo o 10 minutah, govorimo tudi, nobena zaščitna krema ne nudi 100% zaščite. To moramo vedeti. Pač tudi najvišji faktor ponuja 99% zaščito. To pomeni, da 1% UV žarkov še vedno pride do naše kože. In 1% UV žarkov je dovolj, da trigira, se pravi sproži melazmo, da se potemni. Potem, če imamo mi celo sezono, pa tudi če je to vsak dan samo 1 minuta sonca, ker vemo, da ni realno, ker kot rečeno, seveda moramo živeti, gremo ven, ne bomo se zaradi melazme zapirali. Tudi 1%, če smo skozi namazani, kar pa noben ni, bo vsaj nekoliko poslabšal to melazmo. Pač nekoliko bolj bo zagotovo opazna kot po zimi. Je pa res, da za dodatnimi zaščitnimi ukrepi, široki krajci, klobuk in tako se da. Se da, ampak še vedno ni zagotovila, da ne bo prišla. Pa rekla, tukaj sem še zmeraj. Zato je pomembno to sprejemanje. Ja. Nuša, in ko smo pri sprejemanju, kako ženske poleti, ko se damo v kopalke, sprejmemo ta svoj čudovit trebušček, ki se nam pojavi in mogoče še toliko ne pred 35-40 letu, potem, ko se pa začnejo hormonske spremembe, pa perimenopauza, pa tudi takrat, ko bi si želele, pa veliko truda vložimo v to, da smo fit, trebušček kar nekako ostaja z nami. Dejansko je zdaj res veliko govora o tem, dejansko so narejene, študije še niso narejene, ampak na teh ženskah v perimenopauzi, ampak je toliko veliko govoric, ženske dejansko govorijo o tem, kako ista rutina, in to niso te ženske, ki so lene, ki ne trenirajo. To so ženske, ki si dejansko pišejo vsak gram kalorije v aplikacijo. To so ženske, ki dejansko živijo ta lifestyle, ki trenirajo, ki jejo, ki imajo znanje o prehrani. Dejansko ne pomaga več nič. Dejansko se ustavi. Hormoni naredijo svoje in poročajo o povečanih trebuhih in da enostavno ta deficit, ko greš s kalorijami v minus, se ne odziva več. Tako se recimo zdaj pri meni ne odziva več, ker so hormoni vpleteni in to, kar je delovalo 2-3 leta nazaj, še lani, letos ne deluje več, zato ker enostavno so hormoni malo plešejo. In kako sprejeti? Dobro vprašanje, ker če veš, mi prosim povedi. To jaz sem zdaj čakala. Ja. Vidve so obesti počakali in ker se trudva na teh področjih. Ja, ne, jaz se tudi pač trudim in dejansko se moram 10-krat opomniti, da pač nisem to. Dostikrat se tudi vidim ljudi okoli sebe, ki so nič slabega, ampak pač nekako zelo samozavestni mi delujejo, kljub temu, da imajo veliko kilogramov viška, pa si mislim, zakaj bi jaz zdaj mogla biti 100%. In dostikrat sama sebe, v bistvu sem tako malo do sebe razočarana, ker gledam na svoje telo včasih, ne vedno, ful se trudim, res, pač delam na temu, da ga gledam z očmi sveta in ne z srcem svojim. Ga gledam, kakor ga vidi svet in mediji in vse to, kar nam bombardirajo. In zato ne moramo, ni možnosti, razen če se izoliraš od celega sveta in si obdan samo s takimi, kar ni možno, lahko sprejmeš to. V 100%. Ne govorim zdaj, ne bom zaradi tega ne šla v kopalke, ne bom zaradi tega se ne sprehodila po plaži, absolutno ne. Ampak neki v malih možganih odzadaj
paš se še kar oglaša. Mhm. In se mi zdi, da je zatiranje tega, da se to ne sme dogajati, pa da nisi še tam, ko jaz sem enkrat dejansko napisala to zgodbo, izkušnjo, da pač nisem tam, žal nisem, živim v svetu, kjer enostavno ne morem biti. In dejansko sem dobila odgovor ene, kako si že prej imenovala? Padalke. Nisi še tam, ko govoriš, da si psihično in razsvetljeno, dalalamajsko, ne vem kaj. Ja, nisem, dejansko nisem. Pač tako je, kaj smo. A si ti, nismo. Če predajaš eno sporočilo, ne pomeni, da ga trenutno 100% živiš, Tako, ali ja. pa da ga vedno 100% živiš. Ga pa Jaz preučuješ, ne? določene Ja. stvari objavim tudi zato, da sebe opomnim. Točno to. Če se točno vrnem to. na akcijo Prava koža, meni je veliko več dala, tako kot se tudi večkrat je potem tudi prišel učitek, spodbujaš, da se deli prava koža, obenem pa ne vem, greš ali na botoks, ali torej ne sprejemaš se, ker se nisem nikoli rekla, da sem. A ne, pa če tudi to raziskujem, to je del mojega dela in mojega profila, priznam tudi, da raziskujem, zato ker mi je to všeč. Pričakujemo, da smo bogovi. Ja, ne vse pričakovati- popolno in psihično in telesno in Ja, tako in nimam drugačno vse- ne moremo. nimam vse mislim. ovc preštetih. Pa seveda nikam. ne, pa se bi bilo dolgočasno. Si to, Pa ti moraš biti pri 40 razsvetljena, pa umreti, Kje? pa čao z Bogom. To je več čas en roller coaster, ampak se zaradi tega rastemo. Pa točno to, pa to je lepota življenja. Ja. Če bi prišli zdaj do vsega in razsvetljenja in popolnega vsega, zakaj pa pol še živim? Ja, ampak je pa res, da ljudje pričakujejo, da če predajaš neko sporočilo, da ga živiš 100%. Ne? In potem imaš veliko, se pravi, potem so to te disclaimerji in tako naprej. Ampak jaz moram reči, da ko sem predajala to sporočilo, sploh po prvem porodu, stalno, tukaj sem bila pa res močna, mi je res, meni osebno ful pomagalo. Ful se mi je pomagalo sprejeti in jaz dejansko pol leta po porodu, ko sem bila res še čisto poporodna, pač šlavki, vse, nisem imela tega telesa prej, dejansko, zdaj to pa res lahko prav prisežem, da me ni motilo. Zato, ker sem bila toliko v tem mindsetu in toliko sem pisala v tem in toliko sem brala v tem, da ista me ni. izkušnja, ne poporodna, ampak Ja. Pomaga, v glavnem, in drugim dajati ta message in sebi, čeprav ne živiš tega 100%. Ne. Ti, ko si omenila polnila in praviš, da to raziskuješ, se ti zdi, da v kakšnem segmentu vpliva na strukturo kože oziroma dolgoročno? To je tako kar dolga debata, drugače. Vsak poseg ima določene potencialne negativne stranske učinke, zato jaz vedno tudi poudarjam, karkoli preizkušam, to je spet 100 enih disclaimerjev, da se je treba podučiti in iti strokovno izobraženi osebi, ne v neko hotelsko sobo. Ne bom zdaj diskriminatorna, ampak pač tukaj je treba vsak poseg vzeti resno. In dolgoročni učinki, negativni, je pa odvisno od vrste posega, kaj lahko prinesejo. Imamo, ne vem, od botoks, od dejstva, recimo, botoks mrtvi mišice oziroma inhibira delovanje mišic, zato da se ne krčijo, torej gube ne nastajajo, ampak na dolgi rok redna uporaba botoksa pomeni določeno stopnjo atrofije mišic, ki je enako slaba, kot če nam atrofira stegenska mišica. Mislim, to je zdaj zelo, zelo dramatična primerjava, ampak seveda ne more biti v redu, če imamo določene mišice obraza dolgoročno nepremične. To je res zelo laično, nestrokovno, moje nestrokovno mnenje, glede na vse, kar spremljam in sem prebrala. To ne pomeni, da ga ne uporabljam. Ne moramo vedeti, ker vprašanje je, ampak to ne pomeni, da je treba te odločitve sprejemati zelo informirano in z zavedanjem posledic. In čisto vsak poseg ima določene potencialne negativne stranske učinke. Ne obstaja, če vidite, ni stranskih učinkov, ne obstaja. Torej, tako kot smo na začetku rekli, vsaka stvar mora iti čez določen proces, nega kože, telesa. Pa glede na to, da smo v poletnem času, katere rituale bi vidve svetovali na vsaka na svojem področju? Take radostne, poletne. Lahko so povezani z nežo kože ali pa s telesom, lahko je pa še kaj dodatnega.
Meni je recimo zelo fascinantna stvar, da že ena zelo, zelo majhna stvar, ki da možganom znak, da skrbiš zase, potegne celo špuro za sabo in potegne res lahko eno veliko sliko. In jaz vedno poudarjam, neka zelo mala stvar, kakor je spi 3 deci vode zjutraj z neko predpostavko, da delaš dobro zase, bo to nekako cel dan potegnilo, da boš delal nekaj dobrega zase, da boš vsaj stremel, vse daleč od popolnosti. In tukaj take male stvari, kakor so 5 minut nekih vaj, sprehod, take res, res male stvari, ki ti dajo tisti bombonček, da skrbiš za svoje telo, pa tudi, če minimalno, če res nimaš časa za karkoli več. Vse, kar je več, je samo še plus. A ne? Tako. Okay. Jaz bi rekla, da čeprav je ta čas, kot smo začeli ta pogovor, lahko za marsikatero posebno žensko in nekako traumatično intenziven, da poskušamo res uživati v poletju, tudi kar se tiče zaščite pred soncem, vse res po zdravi pameti. No, zdaj pa sploh ne nobenih, ker ne bomo zdaj v enem tednu bili fit. Ne? To, ja. Sploh zdaj, se pravi, tudi če bi želeli neko bolj fit formo, je na tem treba začeti delati. Kakšno leto prej. Zdaj je drugo leto. Ja, ampak zdaj jaz bi tudi, če se navežem na tvoj odgovor o recimo fizični aktivnosti poleti. Jaz bi rekla, da je poletje en tak čas, ko se poskušamo res imeti lepo. Vreme nas pri tem podpira, dnevi so dolgi, pejmo na tisti sprehod do mesta, na tisto kavo ali pijačo, pejmo na plažo, dajmo koliko nas se živeti. Ja, to smo kar malo pozabili. Tako, kar malo smo pozabili, da je vsi se na nekaj pripravljamo. Ja. Na kaj se pripravljaš? Na september. Že zdaj se pripravljamo na september, ki bo kao. Pripravljamo se s kožo celo leto, da bomo poletje. Zdaj se spet pripravljamo na nekaj. In kaj pa živeti vmes? In tudi bi rekla z vadbo, jaz sem tudi zdaj kar pridna, zdaj ta teden sem bila tako, pa sem bila že živčna, da zdaj pa nisem dovolj telovadna. In danes sem šla na telovadbo in sem razmišljala, pa zdaj je poletje, ti si mi danes potrdila, da lahko, pa bom šla na kolo, pa bom šla na sup, pa bom šla plavati, ne bom imela tistega, ker tudi to je lahko breme na koncu. Zdaj, da moraš vzdrževati, zdaj je to treba 3-krat na teden, tako mora biti. Tudi to je hitro postane nek toksičen vzorec. In mi je recimo ravno ta komentar veliko dal. In bi se prav na to nanesla. Dajmo na vseh področjih si reči, pa dajmo se med dušno odvezati brez nekih planov in načrtov in Excelov in števil. Ker koncev nas te obremenjujoče stvari in starajo, stres pač pusti svoje. Uvesevanje nima za burek proti stresu. Res ne. Tudi te cikli, letni časi nas vabijo k temu, da smo poleti bolj izpostavljeni, da se več družimo, da bolj uživamo in najbrž tudi bolj zgledamo, smo videti, če je tako. Kaj ne vam rečem? Jaz bi še nadaljevala, ampak lahko smo tukaj še pojutrišnjem. Hvala vam, jaz mislim, da bom šla res še enkrat čez s kakšnimi novci, si bom kaj zabeležila. Upam, da smo povedali kaj novega. Sej vedno, vse je bilo že 100-krat povedano. Jaz vsem pri vama cenim to avtentičnost, iskrenost, vsaka na svojem področju ima veliko znanja, tako da hvala vama. Hvala za povabilo. In če je samo ena poslušalka danes dobila dovoljenje, da si reče, vse je v redu z mano, tudi v kopalkah, tudi z mozolčkom na rami, tudi brez popolne forme, potem smo skupaj naredile več, kot se zdi. Bodite nežne do sebe in se vidimo zopet čez 14 dni.